Dragi gledalke in dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila posebno žensko, Sabino Rožen. Dobrodošla. Hvala. Sabina je psihoterapevtka, bila je prej socialna delavka, za seboj je imela veliko dela v uradnih inštitucijah, zdaj pa je zaplavala v svoje vode, tako da ima svojo psihoterapevtsko prakso. Dobrodošla med nami. Hvala, Neja. Hvala za povabilo. Ja, ni za kaj. Midve so se tako v zelo zanimivih okoliščinah srečale na enemu takmu poglobljenemu detoksu, ajurvedskem detoksu pančakarma, ki se imenuje, in kar sem jaz potem vedela, da ti zelo dobro tudi skrbiš za svoje zdravje. Ker to je ena izmed osnov, če mi hočemo pomagati nekomu drugemu, je pomembno, da skrbimo za svoje zdravje, za sebe, da skozi nas tečejo energije. Se pravi, poleg tega, da greš na pančakarmo, kako ti še skrbiš za svoje zdravje, tudi glede na to, da si psihoterapevtka, kako skrbiš tudi za svoje duševno zdravje? To, kar si zdaj omenila, je sila pomembna tema. Se mi zdi, da se čisto premalo o tem pogovarjamo. Tako da jaz zaradi svojega, ko bi rekla, nekako šibkega ustroja telesnega, zaradi občutljivosti živčnega sistema, že od nekdaj moram biti pozorna, kako ravnam s sabo, koliko skrbim zase. Skozi življenje sem pač marsikaj poskusila, nekaj je bilo dobro, nekaj malo manj uspešno. Tako da zdaj, ko sem v teh letih, se mi zdi, da sem res zbrala tiste stvari, ki me podpirajo. Tako, kot si rekla, tisti, ki delamo z ljudmi, pa tudi vsi ostali. Zdaj, v tem času ni lahko ohranjati nekega ravnotežja, zato ker je toliko enih pritiskov, pa toliko brzine. Tako da jaz se zelo trudim. Zdaj to, ker sva se spoznala, je bilo tudi zelo zanimivo, zato ker smo sami tujci že drug dan zelo intimno izmenjevali svoje počutje glede na proces, v katerem smo bili. Ta pančakarma mi je sila pomagala. Lani sem prebolela sepso neznanega izvora, tako da sem celo leto prihajala k sebi. Marsikaj sem poskusila, nekako nisem. In prav, ko sem se vračala iz pančakarme, se spomnim tega občutka, sreča, da sem bila tlele. Zdaj gre v boljšo smer. Tako sem čutila, kako je moje telo zadihalo. Tako da vprašala si me, kaj vse počnem. Zelo rada meditiram, zelo blizu mi je narava. Tako na recepciji napišem sprehode po gozdu, tam, kjer živim, je gozd zelo blizu, tako da to je od nekdaj moje zatočišče, moje zdravilo. Tam se res lahko umirim in zadiham. Zdaj po novem delam kriya jogo. Zelo skrbim, s kom se družim. Poiščem si ljudi, s katerimi se dobro počutim, s katerimi lahko sem iskrena in odprta in lahko pač povem, kar imam za povedati. Zelo rada vrtnarim. Kaj še berem, sproščam, potujem, pač te običajne stvari, kot večina ljudi. To je zaenkrat ta bera, ki jo imam sedaj. Pa zelo pazim, kaj jem. Rekla si, da si že zaradi svojega ustroja že zelo zgodaj začela paziti na vse, kar se tiče fizičnega telesa. Kaj se je tazga dogajalo? Oziroma, kaj je bilo v tvojem življenju videnega, da si mogla paziti? Zdaj vprašanje, koga bi vprašali, kaj vse se je zgodilo, kakšni so razlogi. Zdaj pač tisto, jaz sem psihoterapeutka, mogoče rajše gledam v to smer, pa te interpretacije. Jaz mislim, da se je začelo že na začetku. Zadnjič sem slišala pred par dnevi, da je mama rekla, da nosečnost z menoj je bila najbolj zahteven del njenega življenja. Pa ni imela lahkega življenja. In zdaj se že ve, da otrok je pač v mamini energiji, v mamini tekočini, v bistvu je njen podaljšek, njen plod. In kratkotrajen stres ni problematičen za otroka, dolgotrajen pa je. In tako, ko sem to slišala, se mi je bilo seveda žal za mojo mamo, ampak tudi za mene majhno. Ker jaz sem se že rodila verjetno zato malo bolj vznemirjena. Že vstop na svet, tudi zahteven carski rez, pa kup zadev še potem, družinskih so se dogajale. Glavne so bile stvari, ki mi niso dajale občutka varnosti. Moj živčni sistem je bil skozi v pripravljenosti. Boj, beg, lahko bi tudi umedlela, če bi bilo hudo. In tako da jaz se moram celo življenje učiti in iskati načine, kako umirjati svoj živčni sistem,
kako naj ta prav pristop za to, da se lahko umirim, da se lahko nekako spet zbližam s seboj, da lahko pač počnem tiste stvari, da se spravljam v ravnovesje. Zelo zanimivo temo si odprla zdajle, kako že v materinem telesu otroci oziroma pa takrat fetusi sprejemajo vso energijo in včasih pridejo mamice, ki so že noseče, pa rečejo, ja, jaz bi pa zdaj boljš poskrbela za svojega otroka. V bistvu je to treba že veliko prej začeti skrbeti, takrat pa, ko je noseča, pa samo to, da je mir, ogromno miru. In ko pridejo, pa da bojo ene detokse delale, se rečem, zdaj neče, zato ker vse, karkoli je stresenega, bo šlo direkt na otroka. A si vedela, da Kitajci so imeli navado, da so se eno leto sta se starša pripravljala na zanositev, da sta pripravila telo in duha za to, da je otrok, pač duša otrokova prišla na pravo mesto, da je se lahko dober štart življenja začel? Ja, jaz sem recimo za te prakse sem slišala iz teh plemen, iz Amazonije, oni se tudi, pa iz Sibirije, oni se pripravljajo, se pravi, očistijo telo, duha, energije, zato da dejansko lahko nova energija pride. In že tlele, po mojem, potegnemo razne stvari, ker pač pridemo v okolje, v kakršnega pridemo. Ja, no, dajva obrniti, ne. Imamo še silno velike rezerve, kako poskrbeti za svoje otročiče, a ne, še preden oni sploh prispejo, pa da lažje prispejo. Še ena stvar, mogoče, ki se meni zdi zelo pomembna, je to, da če bi države res hotele dobro za svoje prebivalce, bi poskrbele za svoje matere, da bi lahko imele mirno nosečnost, mirno prvo leto, da bi se res lahko posvetile otroku, ne pa da že morajo biti z eno nogo na pol v službi, odgovarjati, znervirane, preobremenjene. In potem se kup inštitucij ne bi rabila ukvarjati z odraslimi, ki pač niso imeli tako dobrega štarta, ki ga bi lahko imeli. No, sem tlele jaz se z vsem strinjam, kar si zdaj rekla, je pa še ena stvar, zakaj sploh ženske bi mogle toliko delati, ne? Ženska ne bi skrbela za dom, družino, pa mogoče še, da zraven nekaj ustvarja, ko otroci toliko pridejo k sebi, zato da dobro družbo ustvarjamo. Ne, ampak to pomeni, da morajo moški dosta služiti. No, jaz se tukaj zdaj ne bi upala posegati v ženske želje, ne, če želijo delati, ja. Ampak tako, da bi se kar se da poskrbelo za matere, pa mislim, da vsi preveč delamo, ne, glede na to, kako je naša družba že opremljena s tehnologijo, bi zdaj pričakoval, da bomo vedno manj delali, ne pa vedno več. Če lahko dodam. No, katere so pa tiste stvari, recimo, ki jih ti opažaš pri svojih strankah, da je najbolj ljudi pereče prav zaradi te obremenitve z delom? Je prav to, težko se umirimo, težko imamo fokus, zato ker smo preobremenjeni z neskončnimi nalogami, z neskončnimi idejami, kaj vse je še potrebno, kaj vse je treba polajkati, komu vse je treba nekaj odgovoriti, narediti, poplačati. In potem težko, ne, če nismo umirjeni, živčni sistem je skozi boj beg pripravljenosti, imunski sistem ne dela, a ne, težko se pol nekako zbogaš sam sabo. Tukaj se mi zdi, da se vsem nam začne, da največ, kar lahko naredimo, je to, da najdemo svoj način pomirjanja. Pa ti misliš, če bi ženske bile, ne vem, eno leto prej, pa eno leto pol, 2 leta, 3 leta potem doma, ali kaj misliš, da bi bila rešitev? Predvsem začeti razmišljati o tem. Sigurno je to zdaj neko kompleksno vprašanje, pa veliko možnosti, ne, proces. Pač podpora, imeti v mislih to, da pač je za dojenčka sila pomembno, da ima miren živčni sistem, pa da ni preobremenjena s svojimi skrbmi. Seveda so neke skrbi, ker tudi država ne more vplivati, ne, vse vpliva, tudi odnos, pa vreme, pa koliko imam denarja, ampak nekaj bi se pa sigurno dalo narediti sistemskega. Po oglasih se vrneva nazaj in nadaljujeva najin odgovor.
Pogovarjali sva se o tem, kako bi eventualno institucionalno rešili to, da so otroci, ki se rodijo, bolj mirni, ker ti si imela izkušnjo, da si se že rodila nemirna. Ampak mogoče tam nimamo glih najbolj vpliva. Kaj pa mi sami lahko naredimo? Torej, mogoče iz tvoje lastne izkušnje poglejva, kaj si ti vse naredila za to, da si se umirila, pa tudi mama si. Kaj si naredila, preden si zanosila in potem, ko si rodila, da je tvoj otrok bolj miren? Zdaj, jaz se vsega tega nisem zavedala 20 let nazaj, ko sem rodila, ne. Jaz sem se sproti učila marsikaj. Je pa res, da sem že marsikaj prej počela, da sem meditirala, hodila na terapijo, da ene stvari so mi bile jasne, ampak po drugi strani je prav zavedanje teh stvari, ki so pomembne in sem vedela, da jih ne dosegam, so me še dodatno frustrirale, ne. Tako da se mi zdi, tako kot nasvet, ne, ali pa kot neko vodilo, jaz se tako vedno začnem, dajmo začeti tam, kjer smo, a ne. Stvari so takšne, kot so, imamo svoje razloge za to, itak smo naredili najboljše, kar smo lahko, tako vsi nekako. Tako da zdaj z neko krivdo pa neko poračunavanjem, to mogoče ni najboljši način, ne, tega že tako imamo preveč, to skozi dela, ne. Dajmo mogoče iti iz srca, pač tukaj sem, kako se počutim, koliko mi stvari pač grejo in pol z malimi koraki proti temu, kar se mi zdi bilo za mene boljše, a ne. Mislim, na svetu okoli tega, kako se umriti en kup, a ne, jaz s svojimi sogovorniki... Svoje, da je tisto, kar si ti šla čez, zato ker govorimo bolj o avtentični izkušnji, a ne, res je, na svetu je veliko, ampak kakšni pol delujejo, kakšni ne delujejo, ampak če nekdo pove iz tiste lastne izkušnje, je veliko večja verjetnost, da je to dejansko tudi učinkovito. Ja, zdaj recimo, lanska izkušnja po sepsiji, ne. Jaz sem poleti zbolela in tako pa sem šla mesec dna na bolniški. In lekcija, ki sem se naučila od tam je, saj sem veliko vedela in tako skozi govorim, koliko je treba sebe poslušati, ampak ne samo poslušati, sebe treba tudi slišati, pa pol nekaj narediti. Ker telo tako približno pove, kaj bi hotelo, ne, ampak se mi zdi zdaj kot tako hitro, ko gre vse tako hitro, ne, ker vse na dotik in hop, 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 a jaz vem, da moram meditirati, a jaz vem, da bi lahko dihala, pa saj sem malo dihala, pa saj je že rešeno, ne. Pač, to je proces. In fajn je tudi, da ima človek podporo, ne, da ima nekoga, s komer lahko govori o tem. Fajn je imeti skupino, a veš, tudi, če je pa skupinska dinamika, pa skupinska energija, pa skupinska podpora, pa sploh nekaj fajnega. Saj tako pri vseh stvareh, a ne, skupaj smo močnejši, skupaj gre lažje, to se vse porazdeli. No, ampak kot konkretno odgovor, jaz sem čuda stvari poskusila, res. Zdaj imam tudi tako naravo, da vzamem, uporabljam, zamenjam, tako kar naprej nekaj novega tudi, ampak tiste stvari, ki so mi najbolj pomagale, prav gotovo dihanje, različne tehnike dihanja, meditacija, skozi učenje pozornosti, zavedanja, ves čas vračanja k sebi, ne. Pa tudi, se mi zdi, da sem se mogla prav naučiti te kapacitete zdržati s tem, kar sem videla, ne, ker se veš, obrambe so sila, močna zadeva, ne, pa ves čas bi rajše sebe v drugi luči videli, ne, tako da pač. In vedno znova in pol iskati tudi na svete, jaz sem na terapiji, na psihoterapiji, ne vem že koliko let, ne, pri različnih terapeutih tudi, zato ker se mi zdi, da pač, da del umirjanja sigurno pride iz tega, da človek naslovi tiste stvari, ki jih sam težko vidi ali pa so mu problematične, a ne, ki mu ležijo nekako na duši. Zdaj pa tako, mi imamo sebe tudi v slepi pegi, ne. Lahko celo življenje vrtimo v nekem krogu, pa si govorimo, pa saj sem se naredil, pa saj sem se v redu, pa krivice so, ne. Je pa fajn, če imaš nekega sogovornika, ki je malo vešč tega potovanja po zavednem, kaj šele po nezavednem, da te malo povabi kam drugam še pogledati, a ne. In potem se mi zdi, tudi tukaj pride res do prve take res močnejše sprostitve, a ne, tako človek si oddahne. Ko se sliši, predvsem, ko lahko poimenuješ neke stvari, pa pol odnos do tega vzpostaviš, ker prej smo nekako zliti z nekim problemom, a ne. Recimo, jaz imela veliko izzivov, da lahko tako rečem, z občutkom nemoči, kar so jasno iz tega, kar sem ti prej povedala, a ne. In pač nemoč, bila se še rodila, nisem sama, ne, mene nek zdravnik mogel rešiti, vam potegnati, a ne. Točno. A veš, nekdo, ne, in pol, ne je en del mene, saj en del je močen, ampak tisti ni problematičen je bil tak, je bil nemočen. In potem šele skozi terapijo sem jaz, ker je moja terapeutka draga ves čas s prstom tja kazala, ne, nekako lahko tudi, ko bi rekla, v svoj fokus dobila ta svoj način, ki je bil sila avtomatski, ne,
pa kaj se z njim nič ni narobe. In pol počasi, ko sem nekako začela negovati ta svoj nemočni del, pa se mu posvečati, pa ga vzpodbujati in zdaj nekako kot ena ljubeča, ampak odločna mama delam z njim, zdaj se stvari premikajo. Meni sila pomaga narava, tako kot sem omenila. Zelo je pomembno tudi, kaj pijemo, kaj jemo. Recimo preveč poživil prav gotovo ne pomaga. Da tisti ljudje, ki imajo izzive s tesnobo, pa z depresijo, za njih ni priporočljivo, da so na poživilih, ker pač to poživlja živčni sistem in oni imajo tega že tako preveč. Potem še enkrat, tudi sila je pomembno okolje. Mi se mi zdi, da smo premalo pozorni na to, s kom se družimo, v kako vzdušje vstopamo, kaj vse poberemo, nehote, v kakšne odnose se zapletamo, katere so naša neozaveščena pričakovanja, tudi kaj bomo dobili od odnosov. Ampak za vse to, če lahko še sam zadam na vrh, je potreben čas pa odločitev. In tega nam skozi zmanjkuje. Ampak nam zmanjkuje tudi na račun vseh teh silnih ekranov, ki jih moramo podpirati. Prej si rekla, da imamo te obrambne mehanizme. Pa če bi majhen povedala, kaj ta obrambni mehanizem pomeni, da si naši gledalci malo bolj predstavljajo, da bodo mogoče zaznali, pa potem si omenila, ja, se z nemočjo ni nič narobe. V kakšnem smislu si to mislila, da z močjo, s tvojo nemočjo ni nič narobe? Ne vem, mogoče sem se narobe izrazila. Hotela sem reči, da imam tudi močen del in z njim ni nič narobe. Z njim nisem imela problemov. Probleme sem imela s to nemočjo, ki se jo nisem zavedala. Obrambe so pač, to je zdaj, lahko bi rekli, ali naš ego, to jih pridobimo, ker rodimo se precej nemočni, odprti, radoživi, če je vse v redu z nami. Potem pa se učimo, kakšen je svet in svet pač ni tako idealen, kot pač bi si otrok mogoče želel in potem si zgradimo razne načine, kako se obraniti pred bolečino. V bistvu tudi z obrambami ni nič narobe, razen če jih je preveč, pa nas pol tako stisnejo, da imamo premalo prostora v življenju. Pač obrambe so naš način izogibanja bolečine. In vsaka obramba ima svoj razlog in ima svojo filozofijo in ima svojo logiko. Recimo zelo taka zanimiva ali pa pogosta je, to pač zanikamo. Zanikamo. To je obramba. To je obramba, ja. Zanikamo, da se nekaj ni zgodilo ali pa to, da jaz nisem odgovorna za to, ali pa ne, jaz nisem takšna, ne, ti ne vidiš tak. To ne iščemo zdaj resnice, ampak zanikanje je velikrat, recimo gre nekaj narobe, kdo je bil pri tem, ne, jaz nisem bila, vse to poznamo, vse to je naš običajen način, ali pa projeciranje na drugega, jaz neke svoje lastnosti pač, dokler nimamo zaveščene, ne vem za njo, vi vsi ostali veste, ampak ker jo nekam moram dati in pač jo bom pripisala tebi, a veš, a ni bolj enostavno. Sej poznamo to, Ja, poznamo tisto, ko projeciramo na nekoga drugega. To so take zelo psihološke teme, kako prepoznati, kaj se nam znotraj dogaja. Ti delaš to z ljudmi, da to prepoznajo? Seveda. Zdaj, to je psihološka tema, ampak pač psihologija je dala ime temu, ampak z navadnimi besedami mi vsi to vemo, kaj to pomeni, kako to zgleda. Tako da mi se pogovarjamo, jaz se s sogovorniki pogovarjam čisto na naraven način, mislim naraven, običajen način, povej, kaj se dogaja. In potem skupaj luščiva in dava lahko tudi drugo ime nečemu, pač tisto ime, ki za človeka ima težo, ki mu nekaj pomeni. Ne uporabljamo zdaj nekih zelo strokovnih izrazov. Ne, sej, hvala Bogu, da je. Ja, tudi zato so primeri, da povemo kakšen primer in potem si vsak posameznik lahko predstavlja. In tudi jaz verjamem to, kar si zdaj povedala, to z nemočjo, pa še kakšne druge stvari, se ljudje zelo hitro poistovetijo, se tam pa tudi jaz, si ne upam tega, pa ne morem tega. Ampak kaj pa, če je to zadaj povezan samo z enim mehanizmom, ki ti preprečuje nekaj delati? Itak. Ampak prej si omenja Ayurvedo, tam so tudi doše, recimo vata doša ima ponavadi izziv s strahom, Ni vse, da smo pridobili zato, ker pač se nekaj hudega nam zgodilo. Pač nekako smo tudi skupaj sestavljeni, tudi naš temperament ima svoje razne aspekte, ki se na različne načine kažejo, Jaz nič nočem reči, da je karkoli narobe, pač stvari so in dajmo jih poimenovati, dajmo jih osvetliti pa videti, kako služijo v našem življenju. Samo to, zdaj si tako dobro povedala. Osvetliti in kaj to naredi v našem življenju. Če nam naredi dobro,
delamo naprej. Če nam ne dela dobro, pa nehamo delati. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vabim vas, da prevzamete darilo, ki sem ga pripravila za vas na www.bisernica.si/darilo. Moč tvojih možganov, po oglasih pa nadaljujeva pogovor. Sabina, zdaj sva govorili o možnostih, kaj lahko vsak sam naredi za to, da umiri svoj živčni sistem, svoje telo, da potem tudi bolj srečno, bolj veselo živi. Je pa še ena stvar, ki si jo s kolegicami začela, koliko časa nazaj, mislim, da 3-4 leta, nekaj časa. 2 leti, no, 2 leti nazaj, kot neka posledica vseh teh dogajanj na nivoju zdravstva, zdravja ljudi, da začnete povezovati ljudi, da si resnično lahko pomagajo, da je ta moč, vidiš, in tvoje tiste občutke nemoči ti v bistvu pretvarjaš oziroma nadgrajuješ v moč. Skupaj s kolegicami ste ustanovile iniciativo Živi in zdravi. Daj nam majčkeno več od tega povej. Ja, z velikim veseljem. Hvala lepa. Ja, če se lahko navežem tisto, o čemer sem prej govorila, ne. Ta nemoč je še posebej izrazita za ljudi, ki se počutijo osamljeni, odrezani, ne, kar je dejstvo, ne. Sam človek zelo težko kaj naredi, že dva sta veliko več. In tudi zdravje je zelo odvisno od tega, kako smo umeščeni v družbi, ne? Kako je naša družina funkcionira, v kakem okolju živimo, v kakšne vrednote živimo, kak politični sistem vlada tam, kjer živimo. Ne? In jaz mislim, da se čisto premalo tega zavedamo, da ljudje rabimo sila, rabimo drugega. Tako, ker že dojenček se uglašuje z živčnim sistemom svojo mamo, pa s celo okolico, tako delamo tudi odrasli ljudje. In zdaj tej družbi, ker smo tako vsi vsak za sebe, pa noben ga nič ne rabi, ker lahko že vse naredi, a ne? Vsak ima svoj traktor, svoj pralni stroj, svoj avto, zakaj bi še človek sploh rabil koga, a ne? Pa veliko všeč, ko je treba nekam napokati. Pozabljamo, da smo mi preživeli zato, ker smo bitja skupine. Skupine so nam od nekdaj pomagale preživeti. Seveda so tudi omejujoče, ne, in je zdaj na nek način fajn, da lahko tudi izkušamo to izkušnjo, da si pa lahko tudi sam, da se lahko dol zapreš, pa si vzameš, da nismo tako odvisni, a ne. Ampak po drugi strani imamo neke potrebe, ki ne bojo nikoli zvenele, dokler bomo ljudje. Po sprejetosti, po varnosti, potem, da smo videni, upoštevani, spoštovani, in to lahko dobimo samo od človeka, od živega človeka, ne. Ne moramo prek Facebooka tega dobiti, čeprav seveda malo dopamina dvigne en všeček, a ne, kaj šele, če jih je veliko. Ampak to ni čisto resno življenje, ne, čeprav tudi vem, da se ljudje povezuje prek Facebooka, pa tudi pari nastaje zaradi tega, kar je super. Ampak tisto, kar nas je naredilo človeške, kar je najbolj človeške v nas, to, da skrbimo drug za drugega, in zato rabimo skupnost. In zdaj, ko je vse tako hitro, pa nadaleč, pa to zmanjkuje. Tako da naša ideja je bila to že med korono, ker se nam je zdelo, pa sigurno so še druge možnosti, da človek ohrani zdravje, ne. Sigurno smo nekako preživeli, mislim, ne, sigurno so še druge možnosti, kot vlivati strah ljudem v kosti, pa se izolirati, ne. Saj imunski sistem slabo dela, če so ljudje prestrašeni, to vemo, ne. Imunski sistem dobro dela, če se človek fajn počuti, če je sproščen, če pa lahko gre v obnovo sistema, ne pa da mora biti skozi naprežje. Tako da naša ideja je to, da dajmo se bolj povezati. Dajmo se povezati tisti ljudje, ki nam je zdravje pomembno, pa ne zdaj samo moje zdravje, ampak tudi zdravje skupnosti, zdravje narave, kaj bi še, pač splošno zdravje, ne. In zdaj ni tako pomembno, kaj dela, in potem smo ustanovili to inicijativo oziroma zavod Živi in zdravi, prosim, poglejte, ker veliko zanimivih člankov je gor. In ta zavod ima dve ideji, dve močni poslanstvi, tako smo me zaznali takrat in v to smer smo šle. Prvič, da se po Sloveniji ustanovi čim več srečališč, lepo ime, ne, ljudje, ko se srečamo, lahko smo srečni. Srečališča lokalna, v katerih se zbirajo ljudje, ki imajo podobne želje,
pa različna znanja in bi jih radi delili. To je predvsem organizacija prostovoljska, ne? Dobenega denarja ni vmes, ker denar ponavadi zakomplicira stvari, a ne? Tisti ljudje, ki si želimo nekaj dati družbi, drug drugemu, ker vemo, kako je to osrečujoče, se zbiramo v teh srečališčih, zaenkrat jih je par, a ne? Recimo v Ljubljani se je zdaj ravno kar eno odprlo in gospa, ki je odprla to srečališče, recimo ona je glasbenica in je povabila ljudi, pridite, bomo peli, bomo igrali in tako vemo, ne? Ko človek poje, igra, je ponavadi srečen. Zdaj srečališče v Celju, ker sem jaz koordinatorka, pač zaradi mojega ustroja pač več psiholoških tem obravnavamo, a ne? Nekje na vasi, recimo v Zagradcu, na Dolenjskem, so pač tiste teme, ki jih ta skupnost nekako invocira. Ker mi imamo ogromno znanj, vsi imamo ogromno znanja, ne? In je škoda, da jih med sabo ne delimo. Tudi tako, brezplačno, veš, da pač jaz vem, kdo živi v moj, recimo v krogu 5 kilometrov in kaj ta človek zna in kaj jaz znam in kako lahko midva to tudi zamenjava in kako lahko še nekoga podpreva, ne? In kako to močno poveže ljudi. To je ena vizija tega naše iniciative. Druga je pa to, da bi naredili listo ponudnikov, ne vem, komplementarne ali alternativne medicine, pač tistih ljudi, ki skrbijo za zdravje ljudi, ki niso v uradnih inštitucijah. Super, da imamo uradne inštitucije, zelo pomembno je to, ampak je še toliko drugega znanja. Mi, da smo malo se dotaknili in kitajske medicine in ajurvede. Imamo tudi mi naše tukaj avtohtono znanje, ne? Kaj pa svem, o rastlinah, še o marsičem drugem, ki je škoda, da se to bolj ne deli, da se tudi ne ohranja in oplaja in kaj novega se zgodi na tem področju. Tako da tudi imamo listo, vabimo vse, ki pač izvajajo, da se včlanijo kot ponudniki. A ne bi bilo fajn, da lahko človek, recimo, boli me hrbet, ne, in kliknem, živim v Celju ali pa v Ljubljani, kdo vse tam se ukvarja z pristopi, ki mi lahko pomagajo v mojem problemu. Ja, to je res zelo zanimiva iniciativa. Recimo, jaz imam vsake toliko časa tudi, zdaj, če tako rečemo, srečališče, plešemo. Ta izrazno, ne, iz telesa damo vse tiste napetosti, pa je tudi samo napišem ven, kdor pride, pride, če ni nobenega, delam tudi sama. A ti imaš srečališče? Ja. Prosim, če me povabiš, ker jaz tudi ful rada plešem. Bom in vsi gledalci, gledalke, vabljeni tudi na ples. Prosim, upiši se med naše ponudnike. Ja, tako da dajte tudi vi poglejte to spletno stran. Se pravi, če pogledamo ta srečališča, ali morajo biti te ljudje, ki ponujajo nekaj, ker da se ljudje srečujejo, morajo neka znanja imeti, ali so to lahko kdorkoli? Kdorkoli pač, ki začuti, da bi nekaj prispeval, vsi nekaj imamo. Nekdo ima prostor, nekdo ima čas, nekdo je dober organizator, nekdo ima neko veščino, nekdo se pač sam rad druži. Ključno je mogoče edino to pač, okoli zdravja se vrtimo na različne načine, a ne? Zdaj, ne bomo se o gradbeništvu pogovarjali, pa ne vem, o finomehaniki, kaj dosti ne, razen če bi zdaj to ekipo fantov zelo srečevalo, pa bi tudi v tem primeru, a ne. Po ni nekih pravil, mi v bistvu sproti ustvarjamo, pač se prilagajamo na situacijo. Pač zdaj recimo je bil članek v Sensi o nas, če lahko to omenim, ne, in par gospa jih je prav se dotaknila te ideje. One bi prav brezplačno delile svoje znanje. In so nas poklicale in zdaj pol so nastala 3 nova srečališča. Odlično. Ja, res. Ja, takole se potem znanje lahko širi, mislim, ne znanje. Predvsem je tudi ta dobra volja in povezovanje. Povezanost. Ja, povezanost. Če kaj je pomembno v svetu, mi smo tako izgubili en kup nekih povezanosti. Med sabo, z naravo, ne vem, z višjim ciljem, z smiselnim delom. Kup nečesa je in ne, človek je tako, kot je telefon, ki ni več povezan z elektriko, pač ne dela. Za rožo nam je čisto jasno, če ni vode, da ne bo delala, ne? Mi pa smo velikokrat odklopljeni od tega, kar nam daje energijo, pa kar nas osrečuje, pa polni srce. Vse tako si nam lepo razložila, kako si skozi svojo osebno izkušnjo tega nemira začela stvari početi, da si se umirila, kaj lahko ljudje sami naredijo in seveda, da se začnemo povezati, ker tudi to prinaša mir. Zdaj pa za zaključek, če bi lahko
povezala, eno češenco na vrhu vsega dala. Mogoče samo dve besedi, ki sem jaz tudi imela zdaj v glavi, kaj je tisto, kar bi res rada povedala, je, kako je pomembno zavedanje, da se sploh zaveš, kako si in kje si in kako je pomembna povezanost vsem tem, kar sem prej omenila. To sta zdaj trenutno moji dve češnjici. In umirjanje, seveda. Odlično. Hvala lepa, Sabina, za tvoj obisk v oddaji Moj odnos do zdravja. Dragi gledalci, drage gledalke, vas pa vabim, da prevzamete brezplačno darilo na www.bisernica.si in se vidimo prihodnjič. Hvala, ker ste bili z nami.